Od podjetja Brighton sem dobil kolesarski računalnik S510 in tole je zdaj moja prva vožnja s tem števcem, da malo preizkusim njegovo delovanje in pač te osnovne funkcije. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo v drugi polovici junija, vreme je pa kar vroče. Danes tako ob 5. popoldan je v Solkanu 32 stopinj Celzija. Za prvi test tega števca Brighton S510 sem se odpravil proti Števerjanu, tam bom šel pa v Goriška Brda in potem še malo dol v Soško dolino. Če koga zanima prav točno, kje se bom vozil, bom dal od spodaj v opis videa tudi link do svoje Strave. Za začetek sem doma najprej posnel, v kakšni embalaži pride števec in kaj se je še zraven v paketu. Tukaj je tale paket, ki sem ga dobil, pa ga bom kar odprl. Tako pride števc. Bom kar odstranil plastiko iz ekrančka. Pogledam še kaj je drugega v škatli. Kabel za polnjenje, tu je USB-C. Elastike s tem nosilcem za na bilanco. In pa vrvica, s katero lahko zaščitiš števc, da ti ne pade dol. Zraven so še navodila. Najbolj važna je QR koda, s pomočjo katere si lahko naložiš aplikacijo Brighton Active. Jaz jo imam že odprej, saj sem že lani testiral 2 Brightonova števca. Potem sem se odločil, da števec še prižgem, nastavim tiste osnovne nastavitve in ga povežem z mojimi senzorji. Zdaj ga bom probal prižgati. Ja, 3 sekunde približno sem držal gumb in števc se prižiga. In zdaj moram iti skozi te osnovne nastavitve, kjer pač nastaviš jezik, mere in podobno. Na osnovnem ekranu vidim, da je na voljo specialka, kolesarjenje znotraj, se pravi kot trenažer, in pa mountain bike. Moram povedati, da sem bil kar navdušen, kako hitro se je števec prižgal, kako enostavna je bila povezava s senzorji in kako gladko se premikajo zaslončki. Namreč tale je občutljiv na dotik. Števec ima precej jasen barvni zaslon, ki je občutljiv na dotik. Je pa možno med zasloni prehajati tudi s temi tipkami, kar je ok, če ti mogoče po zimi nagajajo rokavice ali če bi te dobil kak dež, si lahko pomagaš in med zasloni prehajaš s tipkami. Čeprav sem unboxing snemal doma v stanovanju, je števec po nekem času našel satelite, kar pomeni, da ima kar dobro anteno. Zdaj bom pa jaz ta števec povezal s telefonom. Nastavitve, tle grem novo napravo, dodaj. V trenutku najde Rider S510, seznani. Mi je všeč, ker vse dela zelo, zelo na hitro. Ok. In zdaj je tale povezan. Pogledati, če so kakšni updati. Bluetooth. Ja. In zdaj moram narediti firmware update. To je skoraj zmeraj pri novem števcu, ker se v vmesnem času zgodi, da podjetje naredi kakšne posodobitve, tako da pač to je treba prvič počakati, da se samo uštima. Prva funkcija, ki sem jo želel danes preizkusiti, je Climb Challenge 2.0. To pomeni, da števc sam zazna, kdaj se ti približaš vzponu in ti potem na vzponu kaže značilnosti, verjetno naklon, hitrost, srčni utrip, ne vem točno, bom sprobal, ampak ne rabiš imeti naložene proge vnaprej ali pa kakršnekoli navigacije, števc sam prepozna vzpon in ti ga prikazuje. Evo, in tukaj takoj na začetku vzpona proti Števerjanu lahko vidimo, da je števec zaznal vzpon in malo kasneje mi tudi začne prikazovati njegove parametre. Zdaj ta čas, ko se tole updata, lahko povem, na števcu vidim, da je 50% baterije. V specifikacijah govori, da je avtonomija baterije 30 ur.
kar je super, ker se mi zdi, da je tu verjetno eden boljših števcev, kar se tiče zmogljive baterije. Navigacije še nisem uporabljal, ker to je precej obsežna tema za kakšen drugi video. Sem pa doma preizkusil njeno delovanje. Predvsem je zanimivo glasovno iskanje, zato ker lahko kar na glas poveš, kam bi rad šel. Ajdovščina. Sem pa kar navdušen nad to funkcijo Climb Challenge. Skoraj ves čas imam na tem zaslončku, kjer lahko točno vidiš, koliko je še preostala dolžina vzpona, za koliko metrov se moraš še dvigati, kakšen je tvoj srčni utrip in kakšen je trenutni naklon. No, tale utrip in naklon si nastaviš sam poljubne podatke, spreminjati se jih da celo med vožnjo. Pri vsaki vrsti kolesarjenja si lahko zbereš, kakšne podatkovne zaslone boš imel, tako da si sam določiš, kateri podatke naj ti števc prikazuje, glede na tvoje želje in potrebe. Tudi to mi je super. Firmware se je posodobil. Zdaj sem prišel v gonjače in tukaj me čaka še en vzpon na vrhovlje. Vidiš, takoj ga je zaznalo in prikazalo njegove podatke. Na voljo je tudi live track, kar pomeni, da lahko osebi, ki ji zaupaš, daš link do tvoje proge, ko se v živo voziš po njej. Tako da ta oseba lahko vidi, kje si, kar je v redu, če se ti bi karkoli zgodilo, da imajo vsaj približno idejo, kam te iti iskat. Spona je konec, zdaj imam pa 4 km lepega spusta v dolino Soče. Mislim, da je odveč poudarjati, da sem števc povezal tudi s svojo radarsko lučko, tako da me lepo pravočasno opozori, kadar od zadaj prihaja kakšen avto. Nastavil sem si tudi opomnik za pitje. Tu lahko periodično naštimaš glede na prevoženo razdaljo, prevožen čas, mogoče na kadenco, na srčni utrip. Jaz sem si nastavil, da me opomnik spomni vsakih 12 minut, kar je približno 5 km, če se voziš povprečno 25 na uro. Števec se lahko povezuje z vsemi možnimi senzorji, kar bom kasneje tudi poskusil, da ga povežem s svojim merilnikom srčnega utripa, senzorjem kadence, senzorjem hitrosti. Možno ga je pa tudi brez problema povezati na te zunanje aplikacije, kakor so Strava, Relief, Komoot in podobne. Zdaj sem pa prišel tukaj v Plave, sem na mostu čez Sočo in zdaj se bom pa odpravil en lep vzpon na Paljevo, samo za svojo dušo, brez kamere. Če koga zanima, kako ta vzponček izgleda, si pa lahko potem na Stravi pogleda. No, čist brez kamere ne bo šlo, ker je res lep vzpon, tako malce v senci. Tak, super. Ampak več kot toliko se pa ne bom motil in bom rajši užival v tem klancu. Ko bo asfalta konc, bom pa obrnil in šel po isti poti nazaj v Plave. Spet sem prišel v Plave. In tukaj se bom zdaj preklopil na to našo čudovito kolesarsko stezo, ki teče ob reki Soči vse do Nove Gorice. Na začetku je pametno tudi nastaviti obvestila, to so te notifications, kar pomeni, da ti lahko med vožnjo dobiš na števcu obvestilo, kadar dobiš kakšen SMS ali če te kdo kliče, mail in podobno. Kar se tiče navigacije, imam kar visoka pričakovanja, zato ker na tem števcu so že naloženi zemljevidi. Sem pogledal v raziskovalcu, za 28 giga jih je. Tako da si lahko narediš navigacijo, tudi če nimaš povezave s telefonom. Kar je odlično, zato ker se lahko zgodi nekje v tujini, na nepoznanem terenu. Nimaš mogoče telefonskega signala, ampak s števcem se vseeno lahko rešiš in prideš nazaj v apartma oziroma na neko tvoje izhodišče. V redu mi je, da je šlo precej hitro. Stvari delajo iz prve, tako da ni bilo treba ugotavljati, kako se kaj naredi.
Vse ostalo bom stestiral na kolesu in sproti videl, če bo še karkoli novega za povedati, ali pa če bom odkril kaj tazga, da mi bi posebej motlo. Kar sem jaz danes testiral ta števec, lahko rečem, da se je obnašal 100% v skladu s pričakovanji. Popolnoma vse funkcije so delale tako, kot je opisano v navodilih, oziroma tako, kot ti pač govori zdrava pamet, da morajo delati. Mislim, da je to zelo zmogljiva naprava. In glede na to, da je cena 230 €, se mi zdi, da je to kar dobra kupčija. Od spodaj v opis videa bom dal seznam trgovin, kje se da ta števec kupiti. Lahko pa pričakujete še kakšen video na to temo, saj še zdaleč nisem preizkusil vseh njegovih funkcij. Nisem šel v kakšne posebne detajle, zato ker ni moj namen, da kažem točno korak po korak, kako se s tem števcem dela. Te osnove pač nastaviš na začetku, ponavadi samo enkrat in potem to je to. Če katerega od gledalcev zanima nakup kvalitetnih kolesarskih oblačil v spletni trgovini Sirocco, ste vabljeni na obisk spletne trgovine preko mojega specialnega linka, ki vam omogoča 10% popust na popolnoma vse izdelke. Drugače pa vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!